Živijo. Ponedeljke? Zjutraj zame. No ja, zdaj pa že dopoldne. Kruhek se že vzhaja, je že namešan. Kavica je že skoraj fertik. Jaz sem pa med tem časom razmišljal, kaj bi se vam spravil povedati. Ja. Imel sem eno sicer dobro idejo, da bi vam mičkeno risal znakovni jezik, ki ga uporabljajo drekači, pomočniki sistema, ki niso uradno pomočniki sistema. Ampak se mi je zdela ena stvar mogoče bolj pomembna. In nekako nisem mogel sestaviti, kaj vse, kar vračala se mi je ena in ista nazaj, Watch the Water. Tudi včeraj zvečer v živo smo se malo bolj dotaknili te vode, pa sem rekel, ajde, pa ne bom se jo več, ampak ne morem ven iz sebe, pa sem rekel, bom to temo mogoče pa dal čisto posebej v svoj fajl. Evo, pa ne bo ponedeljkova voda, pusti naj te nosi voda, a ne? Voda kot taka je, to smo definirali že, vir življenja. Da je voda zastrupljena, tudi smo že večkrat dodelali. Tlele za nami se vrtijo prečudoviti posnetki Plitvičkih jezer. Tle v bistvu naši sosedje, Plitvička jezera, njih je več. In če se jaz dotaknem, kdo pravzaprav je tisti, ki je skrbel za te vode nasploh v zgodovini. Jaz sem Notranjec in pri nas je Cerkniško jezero unikatno, zaradi tega, ker ima neke fiksne dovode, kot sta Stržen pa Vrh, ki imata voda iz zemlje pridrvi skozi nek fi in ne more iti več k več. Pač taka kapaciteta pa pika. Lahko jo je manj, več pa nikakor ne. Eden izmed pritokov je pa Cerkniščica, ki je pa hudourniške narave. Zdaj pa te bolj, ke pada, bolj namaka, ne. Mislim, več je vode. In odtok iz jezera pa ni nikjer površinski, ampak so vsi samo tako kot pri banji, odtoki. Se opravičujem, mičkeno sem se poškodoval. Cerkniško jezero kot tako je res unikatno, glih zaradi tega, kar sem zdaj povedal, plus tega, da ima velik, spada pod mokrišča, se pravi, je neke vrste barje. In barje kot tako ni tako zelo nerodovitno, Barje načeloma zelo rodovitna, seveda ne zdaj čisto močverje, ne pa zdaj čisto suho, ampak da je pač namočena zemlja. Okej. Te vode, tudi naše, da končamo v našem delu jezera, obstaja pa tudi ena taka bajka. Da je na Cerkniškem jezeru davno nekje nazaj, bog si ga vedi, nikjer ni nič zapisano, nikjer ni nobenih sledi, je obstajal in živel povodni mož, jezerko, evo. In ta jezerko je živel v luknjah, jih zamašil vodo, preplavil polje. On je bil tisti, ki je reguliral te stvari. O njem zna sodobni sistem povedati, da je napisana knjigica Prepovedana ljubezen, jaz pač na glavo je prav je na glavo, ljubezen prepovedana. Ljubezen je prepovedana. Opa bato. Aja, ljubezen je pa kar prepovedana naenkrat. Aja, ne, saj pol v zgodbici drugače piše. Naslov knjigice pravi, ljubezen je prepovedana, pika, stop. Ne pa ni in nikoli ne bo. Ljubezen ne sme biti prepovedana, ker ljubezen je univerzalna energija, ki goni vse. Ja, na vodo, pa na sonce. Pa ljubezni, kakor češ, pa ploskajo in bučke in paradajski in naša srčka. Ta povodni mož je bil za moje pojme, glede na to, da sem vam že omenil Valvazorja, jaz sem si ga prelistal naprej pa nazaj že,
ta Valvazor je opisoval delovanje jezera in nekdo je skrbel za to, da požiralniki niso bili polni, ne vem, bom rekel, hlodovine ali pa trsja, da so požirali tako, kot se zagre. Na drugi strani pa, da so bili dotoki čisti, sproščeni, da so lahko namakali ta polja in vzdrževali neko vlažnost. Evo, in za moje pojme je bil to jezerko. Se pravim, o njem kroži bajka, da je on pomagal enemu graščaka, sinu Štebrčanu, do hčerke gospoda Graščaka Karlovčana, kjer je kasneje, ne bom cele zgodbe, ampak kasneje nesrečno zapeljal ta fantič iz Štebrka s čolnom tam, kjer je bila lučka. Navadno je bila lučka na oknu, vendar je pokvarjen fotar, taki, ki so ti fotri, eni čisto debili, je prestavil nad luknjo, da ga je direkt s čolnom zapeljal v požiralnik in izginil med valovi, a ne. Zato so imenovali to prepovedana ljubezen dveh starcev, ki sta se vmešavala v ljubezensko življenje dveh mladcev, ne, dveh zaljubljenih. Ja, in zdaj, če to zgodbo prestavimo pa v današnji čas. Kdo skrbi za naše vode? Je to jezerko, ki je to počel s srcem, dušo, ljubeznijo, predanostjo in je bil za njega to osnovni življenjski habitat, torej je hotel imeti vodo čisto, svojo okolico čisto in uštimano, užival je ob vodi, na vodi, pod vodo. Voda je, saj mi smo na pol ribe, ki dihamo, no, vsaj jaz sem riba po horoskopu, pa da mi daš vodo, mene zlepa nima, ne. Rad jo imam, pa tudi ko po blatu štramaram, mi je všeč. Nimam straha ne pred pijavkami, ne pred kačami, ne pred... Vse jih ni. Mislim, so na parih koščkih. Saj so tudi klopi, samo je treba pa pogledati, kaj se te prijel, ne. Pa snameš pa je. Ampak da toliko vednost pijavka se me še v življenju niti ena ni prijela. Ne. Pa imam noge kar rad v vodi, ne, tako za občutek. No, in kdo v današnjem času pazi na našo vodo? Na našo vodo pazi sistem. Sistem pa mi zdaj rušimo, zaradi tega, ker sistem je proti nam. In sistem nam je v to vodo našmugljal svega in svačega, ne. Spreminjati razne vodotoke, razne kanale, preurediti, ne, da bo boljše zdaj, s tem pohitrijo pretok, brez meandrov, ne obstaja nek normalen tok. Pa Matonca, če se ne bi nazaj na Cerkniško jezero vrnil, že skoraj sem hotel iti ven iz Cerknice, pa sem, še eno stvar sem vam pa le pozabil povedati. Cerkniško jezero usahne 3-krat na leto. Po ta novem, odkar upravljajo s tem jezerom neki mislim, želim spoznati tega znanstvenika, ampak neka inštitucija, ne. Lahko bi jo imenoval, ker najbrž bi reklama prav prišla, to je Notranjski regijski park. Skratka, 2 do 3-krat do 4-krat letno to jezero usahne in to je za ribe muka. Naj povem, da je v času Valvazorja, vsaj tako je zapisoval, jezero usahnilo enkrat na 7 let, enkrat na 3 leta ali pa enkrat na leto. Nikakor pa ne več kot enkrat. In čas usihanja je bil 25 dni. S tem, da so vedeli, katera je prva luknja, ki bo usahnila, čez koliko časa, govorimo v dneh ali v urah, bo usahnila naslednja in naslednja in naslednja in naslednja. In tako so oni po teh luknjah hodili in lovili ribe. Lovili so jih. Ne reševali, lovili. In so se jih namrkali, ker tiste, ki pa niso ujeli, so šle pa od spodaj v spodnje jezero in ker je jezero se napolnilo nazaj, so te ribe prišle nazaj. A ne? So čisto simpel. Današnji varuhi našega jezera
ribe rešujejo 4-krat letno, njih je čedalje manj teh rešenih, zraven podpiramo ptice, ki pa tukaj niso bile nikoli domorodne. Govorim o pticah, ki pridejo z morja, predvsem galebi so požrešni kot 100 vragov. In to je pokol je to na jezeru, ne? Odkar imamo nekoga, ki s tem upravlja in je za to plačan nekaj, bom rekel, milijonske vsote denarja, ne? Niso to majhni dinarčki. V isti sapi pa smo domačini odmaknjeni. V kontekstu ne moreš tle taboriti, tam ne smeš, tam je prepovedano, tam so turisti, tle ne smeš ob nedeljah se voziti, tam ne smeš parkirati. Skratka, od teh regulacij imamo domačini, naj si bo ti, ki živimo v Cerknici, ali pa oni, ki so še bliže, Jezerci ali pa Dolenci, ali pa iz Gornjega jezera, zdaj sem pozabil, kako se jim reče, Gornjejezerani, ali kako, Gornji Jezerci, vse. Vsi mi smo od tega jezera odmaknjeni, ne, štaub. In zdaj jaz se s tem nekako ne morem strinjati, pa poistovetiti, pa reči, ok, pa dejte, ker ko pa gledam stvari, gledam pa na veliko žalost. Turisti so peljani tam, kjer je blato, res blato, negravžno, zelo grdo. Jezero usahne v 3-4 zdaj, ker danes se kopaš, pa jutrišnjem ga ni pa več. Ni več ta 25-dnevni cikel. Saj verjamem, jaz nisem noben strokovnjak na tem področju, da me ne bo kdo zdaj haklal. Jaz po teh luknjah nikoli nisem hodil, ker so mi zdeli negravžne, pa tudi rib ne jem, sploh ne teh iz jezera, ker mi pač te iz blata nekako smrdijo po blatu, ne vem, pač jih ne bom jedel, sej nič hudega, Bog jim božegni. Ja, upravljalci niso, uradno priznani upravljalci niso vedno najboljši gospodarji. Pri nas se je izkazalo celo kontra, da je bilo jezero bistveno lepše, ko so ga čuvali jezerci. Jezerci so ena posebna, eni posebni ljudje, bom rekel, zato ker so posebni. Ker če ne bi bilo jezercev, ki so čuvali jezero pred turisti in pred raznimi packonarji, ker vsak svojo parcelo je počuval, pa je, veste, ni tle zdaj generalno en čuva vse, imamo enega čuvarja, ki čuva, ne. Vsak svojo parcelo ne popazi, pa je stvar rešena. In tako so funkcionirali. In tako so stvari funkcionirale v piko. In zaradi tega, ker imamo jezerce, nimamo pri nas turizma. Hvala Bogu. Ker če bi imeli turizem, bi imeli Bleda si pa mi ne želimo. Iskreno, če vprašate kateregakoli Cerkničana, mi si ne želimo ne Bleda, ne Bohinja, ne česarkoli podobnega. Če že kaj podobnega Plitvičkim jezerom, zelo delegirano, kje lahko kdo kam gre, pa kam bo šel noben. No, in če se zdaj pa vrnem nazaj do tega našega jezerkota, to je bil eden čuvaj, ki je bil pred jezerci, bom rekel, nadglavni. Nadglavni, preden so, govorim v času nazaj, ko še ni bilo take populacije here around. Verjamem, da je tudi na Plitvičkih jezerih živel eden, ki je bil zaljubljen v to na tak način, da je vedel za vsako lukenco, ki je špricne, ki gre ven, kam gre, za vsak slapek je vedel vse, kje se da iti čez, pa kje je nevarno. Ne? In jaz verjamem, da je v vsaki vasi obstajal izvir, ki so ga znali ljudje čuvati. Nekateri so ga samo uporabljali, eni so ga pa speljali tako, da je flaška lepše nastavila ali pa celo naštimali, mogoče zbetonirali, naredili neka korita za živino, da je živina pila. In tako. Skratka, od nekdaj so bili čuvarji voda. Ne? Kaj hočem reči? Da teh čuvarjev voda, ki bi bili predani vodi, ki bi bili predani temu vodnemu viru, kjer se nahajajo, teh ljudi ni več. Niso, preživeli, ne, svojih potomcev pa niso v to upeljali, pa ne da se v ljubezen upeljati, ne. Niso uspeli nekoga zaljubiti v to in mu predati to
neko nalogo, nek passion, neko strast do izvirčka, jezerčka, potočka, rekice, reke ali pa ne, si bo Donava, se vsem klinc. Ker tudi ob Donavi so ljudje, mislim, ljudje živijo, vsak na svojem kosu, a ne. In tam verjamem, da zna vsak paziti na svoje. Zdaj, v današnjem času so naše ume tako oprali, da je čisto normalno, da če mimo nas teče rjava reka, rjav potok, je čisto okej, je to čisto naravno, je to čisto normalno. Ne, ni, Donava, ne, ona je bila take barve, kot to. Enkrat, včasih. Pa zdaj je ratala pa blatna, pa mislim zdaj, je pač blatna. Isto velja za naše Cerkniško jezero. A veste, jaz se spomnim tako čiste vode na Cerkniškem jezeru. Zdaj jo pa najdem samo v zgodnji pomladi sem jo najdel, tako čisto vodo, pa pod ledom, no, je bila tako čista. Ker jo ni pač noben brbal. Pa je bila 2 meseca čist primer. Jaz sem se pa drsal. Ja, pa pejmo zdaj na Watch the Water. Na lokalnem nivoju bomo mogli vsak posebej pogledati, kje se nahajajo naši viri, kako izgledajo naše vode in na tem teritoriju, na tem področju najti svojo rešitev. A ne? Kaj s tem mislim? Mene so te stvari, ta spoznanja, o katerih sem vam govoril prej na jezeru in tako, pripeljalo do te točke, da želim neke odgovore, črno na belo, a ne? Nisem na mestu, da kogarkoli sodim, imam pa možnost, da komu kaj pokažem, ali pa razložim, ali pa objasnim. Imam, evo, televizijo, kjer lahko kaj pokažem, pa gobec imam pa še na računalnik, pa še telefon, ki lahko kaj poslikam. Mislim, imam 2, lahko poslikam ful več. Tako da, če mi enega pahnete, imam še enega. In pa tako nasmeno slikam, nimam timelina, ne moreš nikoli vedeti, kaj imam nektermo. Ker v tem svetu mora biti človek precej prebrisan, da te drekače okrog prinese. Ker če ne, ti drekači mislijo, da kar cel svet vrtijo. Pa ga ne. So preneumni. Ne. In ne bodo speljali, ne drekači, ne organizacije, ne podjetja, ne bodo več upravljali z našimi vodami, ker so se izkazali za zelo slabe gospodarje. Se razumem? Ne to velja za vodovod in ne velja to za vse naravne vodne vire. In zdaj apeliram na vas, da postanete, da začutite en košček tega jezerkota v sebi, se pravi tega varuha vode, na vašem lokalnem nivoju, kjerkoli se že nahajate, probajte poiskati, pejte po potki, pejte do izvirčka, pa da vidite, kako ta izvirček izgleda. Lahko pa greste tudi od tam, kjer ste proti dol, pa boste videli, kako čez 2 kilometra izgleda ta vir. Ker je nekim podjetjem bilo, ne vem, v nekem obdobju čisto samoumevno, da meteorne vode speljejo pač v potok. Sej ni nič takega, pač to odpadki, gum pa olje, pa to, kar iz ceste pride, kadar je naliv, kar ne gre v potok. Ne vem, meni se zdi, da ne. Meni se zdi, da to ni ta prava rešitev, ne. V zadnjih letih je Slovenija investirala v cel kup teh čistilnih naprav, kjer se vse prečisti. Ti not daš drek ven, piješ to vodo čisto tako. Boga milega, jaz sem videl te iztoke, kakšne barve so. Res sem jih videl. In niso za pit, meni verjemite, da ne. In tudi ribe ne uživajo, ko dobijo to mešanico praška, dreka, olja, masti, kolodontov in raznih razmaščevalcev. Niso glih, da bi ploskale, ne. Ker sicer, če bi dobile one sam kakac, ne, če ste kdaj kakali v morju, veste, da pridejo ribe takoj in ošlatajo po materialu in ga ni več v 35-15 sekundah. In tudi tle bi ribice to speljale, če pa tu zmešaš še s praški pa z maščobami, pa ribica tudi ne je tega, ne. Se pravi, same fekalije postanejo neužitne drugim vrstam, no, če znam bolj
lepo reči, ne znam. Sem se potrudil zdaj, da bom lepo prevlekel ven. Ok, namenoma ne bom dolg, evo 20 minut je naokrog. Kaj sem hotel sporočiti? Bili so čuvarji voda, z dušo in srcem predani vodi, ker so se zavedali, da brez vode živeti ne gre. Teh čuvarjev voda takih ni več. So pa čuvarji, ki so nastavljeni strani sistema. Sistem za nas ne dela in tudi oni ne delajo v dobrobit voda. In te vode preregulirajo na način, da nam prej škodujejo kot koristijo. Če smo se včeraj v živo sem omenil, da jaz pijem mnogo vode, ko pijem izvirsko vodo, jo rabim bistveno manj, zaradi tega, ker je živa in ne omrtvičena ali mrtva, ki pride skozi te vodovodne cevi. Celo še en podatek je vmes uletel, da te 90-stopinjski vodovodne napeljave, 90-stopinjske, da razbijajo še tisto molekularno, kar je prišlo do pipe, mislim, do bajta je pa pol tle, si še po bajti razbijamo. Ne vem, nisem jaz vodovodar, sem sin od vodovodarja, ampak ne vem, pa to tudi ni, on to tudi ne ve, nič bat. Dajmo mi probati vsak pri sebi, ker v svojem lokalnem teritoriju poiskati vodice, pa probati se zaljubiti v to in poiskati, začutiti kakšno ceno, kakšno vrednost imajo, sploh nima cene, to je vrednost neskončna, ti naši vodi in vode. Mislim, da bomo prek tega lahko začutili svoj pravi, zakaj se bomo pa zdaj pa borili. Ne morem, mislim, voda nam pa pač ne more vzeti, no. Pa zraka tudi ne, pa sonca tudi ne. Mi smo se rodili tukaj pod soncem, v zrak in imamo vodo. Seveda imamo tudi ogenj, valjda, iskro noter, ki jo moramo zapaliti. Ne želim nobenemu zdaj razlagati, da mora biti pa besen, ker jaz sem bil najprej besen, potem sem bil žalosten, potem sem bil razočaran. Zdaj sem pa spet bojevit, ne bojevit, halo, vajta, je meja, stop. Kadar je stop, je pa stop. In določene kompetence, če so bile, ne vem, kdo jih je dal, čigavo je Cerkniško jezero, no kdo je lastnik tega? Ja, mi, a ne, mi vsi smo lastniki tega in mi ga lahko uporabljamo. Ne bo pa nekdo z njim upravljal narobe, to pa ne. In mi gledamo, kaj delajo in se ne morem strinjati, da prva stvar, ki je za narediti na Cerkniškem jezeru, je poslati bager v polje in gremo. Kdo je strokovnjak, ki je povedal, kako pa kaj? Ker jaz sem našel struge, ki so bile stare, ki so bile lepe, tudi imajo več pomenov. Sem rekel, da bom naredil en kratek dokumentarček, sem ne še, zaradi tega, ker je še prevroča scena, ko se bodo pa stvari mičken počistile, bom pa tudi to dal ven. Pa naj se ta čas sistem zdrkači ured sesuje, kamor se mora sesuti. Tisti, ki pa cenimo življenje, pa bomo najverjetneje z lahkoto cenili živo vodo in živež v vodi, a ne? Tako da dajmo probati vsak na svojem teritoriju, ko greste na sprehod, malo ptičke poslušati, pejte še vodiko pogledati, res. Pa dajte še nogo noter, boste pa da vidite pot. To je bil tak kratek mesič, ko sem vam ga hotel dati, evo, pa je pol ure nahul, čist kratek, ne. Ne znam, ne znam. Pa saj nič narobe, če ne more človek vsega znati, evo. Družba, imejte se radi. Bodite pogumni, ne se pustiti zavajati. Zavedeni ste takoj, če ne od prvega, pa od drugega narcisa. Drakača, po domače, ne? Oziroma generalna morilca, ne? Če ne drugega morilc dobre vole. Ne jim dati
ker ste vi tisti, ki ste kreatorji svoje volje in ste kreatorji vsega tega, kar ste v življenju naredili. Je videti ali ni videti. Ene stvari niso videti, so pa občutiti. Ene stvari ste pa posejali, pa bodo uskalile ali pa kalijo. Ali pa bodo uskalile prav malo. Nobena minuta, nobena beseda, če je iz srca poslana, nikoli ni poslana v veter, pa jo pa ni več. Nekdo jo je ujel, ziher. In dajte od sebe kakšno dobro besedo, dajte kakšno pohvalo, dajte kakšno vzpodbudo, ker sistem s svojimi mediji in tistimi, ki so prisotni v medijih, temu svetu ne da čist nič dobrega. Ne pozitivizma, ne upanja, ne zaupanja, ne ljubezni, ne nič od tega, kar rabimo. Čuvajte svojega srčka, ker njega so nam tel stret in preluknat, ampak nam ga direktno ne morejo. Tako da čuvajte ga, ne dovolite, da pijejo iz njega kri, dobro življenjsko energijo, ker sem vi ste tisti, ki jo prenašate na to zemljo, to energijo. Ok, to je ekipca, držite se, imejte prečudovit teden, dežek bo še bo vodika, dežek bo padel, pa bo pa sonček spet, pa bo pa spet taka bujna rast za znot. Skratka, tukaj se lahko subscribate, naročite, tle pa lahko pogledate še kaj, kar sem tudi že čvekačil. Sej, pač čvekač sem, kusek po domače, čivkač. Držite se vidimo jutri, čau.